Pregovora, denar je sveta vladar in vse se vrti okrog denarja, sta že malce izrabljena, a velikokrat resnična. Zato vas spodbujam k branju tovrstnih knjig, ker boste bolje razumeli, kako delujeta gospodarstvo in ekonomija in se lažje uprli apetitom kapitala. V knjigo Ta svet je lahko boljši sta zagrizla tudi Nuša in Juš. Beseda ekonomija izhaja iz starogrške besede oikonomija. Njen izvorni pomen je hišno gospodarstvo, saj je sestavljena iz besed oikos, hiša in glavgola nemo oziroma gospodariti. Wow. Hvala za to razlago, Nuša. No, meni je bil recimo zanimiv zapis razlike med izkustveno vrednostjo, to se pravi med našimi doživeti, in menjalno vrednostjo. To pa so pravzaprav predmeti, ki jih lahko zamenjamo za denar. Katera od teh dveh vrednosti ima pri tebi višjo ceno? Pri meni osebno ima veliko višjo ceno izkustvena vrednost, saj se mi zdi, da ves čas, ki ga preživimo z našimi družinskimi člani in z ljudmi, ki jih imamo radi, tega se ne da kupiti in zato ne potrebujemo denarja. To je odvisno samo od tega, če si vzamemo čas za to in je pri tem vseeno, ali smo revni ali smo bogati. Ja, res je. Je pa tudi čas denara, ne? To pa tudi eno hecno reklo. Zdaj pa kličeva prevajalko Jeleno Isak Kres. Jelena, živjo, bi lahko rekli, da je glavna tema te knjige neenakost. Ja, res je. Neenakost je ena glavnih tem, s katerimi se ukvarja Yanis Varoufakis. Avtor verjame, da trenutni sistem, v katerem smo se znašli vsi Evropejci, služi predvsem bogatim in močnim in da politika z lažmi in triki vztrajno povečuje moč in bogastvo vedno ene in iste peščice. Varoufakis je med drugim ustanovil tudi gibanje, ki se zavzema za to, da bi bilo blagostanje mogoče zagotoviti vsem in ne le peščici. Hvala lepa, Jelena. Nuša, en pregovor pravi tudi denar sveta vladar. Misliš, da bi ga lahko mladi v prihodnosti zamenjali za kaj drugega? Ne vem, na to vprašanje nimam povsem jasnega odgovora, ampak sama pri sebi sem mnenja, da bi vsak posameznik na tem svetu moral najprej pri sebi pomisliti, kaj je res pomembno za vse nas in ne samo za enega, ali nam je denar res tako pomemben in so nam materialne dobrine res tako pomembne, ali bi bilo mogoče bolj pomembno, da se zavzemamo za naš svet in ekologijo. Hvala lepa, Nuša, za to res lepo misel. Zdaj pa se vračava nazaj k nekomu, ki ga ne bi menjal za nič na svetu. To je seveda Rok. Hvala lepa, Juš, tudi jaz tebe ne bi zamenjal. Hvala obemu, vprašanje za boljši svet pa se glasi. Ta svet je lahko boljši, opisuje in tudi kritizira današnje upravljanje svetovne ekonomije. Kaj se zdi Nuši ključno za prihodnost? A. Da reklo denar je sveta vladar ostane opis dejanskega stanja sveta. B. Da se moramo ljudje začeti zavzemati za drugačno svetovno ureditev. C. Da si mora vsak posameznik prizadevati za blaginjo vseh ljudi. Ali D. Da si vsak prizadeva le za lastne koristi in ne razmišlja o potrebah drugih. Aha, tole je bilo pa res ekspresno, kot da smo še vedno pri hitrih celicah. Obe ekipi sta se odločili za odgovor C. Nuša pove, da se ji zdi ključen razmislek vsakega posameznika o tem, kaj je zares pomembno in dobro za vse ljudi sveta, ne zgolj za posameznika. Pravilen je res odgovor C.